res je, vsi smo v nizkem štartu, v velikih pričakovanjih ob začetku, zdaj že 29. po vrsti sezone državnega prvenstva Republike Slovenije in s planetovimi derbiji, torej začenjamo danes v Mariboru v Ljudskem vrtu. Če ne bi bilo bolje, če bi tule Kotnik spustil žogo, toda še vedno je nevarno. Kronaveter je pripeljal na rob kazenskega prostora, tu je zdaj Rudi Požek-Vancaš v kazenskem prostoru, dobil je ta dodatni meter prednosti, poskušal zavitim udarcem proti vratarjevi oddaljenejši zadnjici. Na pravem mestu pa Aleš Mertelj, ki takoj želi od svojih soigralcev, da stečejo naprej. Tijanić je prišel do priložnosti, Tijanić lahko poda, lahko strelja, zakaj se bo odločil David Tijanić in gol! Gol za Triglav v 22. minuti. Ljudstvo protestira, češ da je bila podaja Mertlja proti Tijaniću v trenutku, ko je bil Tijanić najbližje vratarju Kenanu Piriću. Toda sodniki so stvar videli drugače in David Tijanić je zabil svoj prvi gol v letošnji sezoni. Dobro je tam Kotnik odložil žogo za Požega-Vancaša, Kronaveter jo pošilja proti Kramariću, to je obetavna situacija za vijoličaste. Kristjan Arhčesen zaenkrat na mestu in Kramariću ni uspelo priti mimo, zdaj Milec pošilja žogo v kazenski prostor, odlična obramba Čadeža, dobro je streljal Andrej Kotnik. Logično letos tudi dobiva priložnosti že na začetku. Priložnost, ko smo že pri tem zdaj za Kranjčane. Kakšna priložnost za Tijanića. To je zaslutil nevarnost Arhčesen. Toda prav zares nevarnosti še ni konec. Kotič ponovno podaja v kazenski prostor. Tam poskus kombinacije, Mešanović je prišel do strela. Ki sem jo omenil malo prej pri prenosu v Ljudskem vrtu. Aljaga bo tule dovolj hiter, priložnost morda za podajo, za gol. Še vedno priložnost za Krezivja in 2-0 vodi Triglav. Na začetku 85. minute, kakšen rezultat za Kranjčane na začetku sezone. Imenitno se jim je ponudila priložnost, Aljaga je sicer malce okleval tam, nato pa lepo dal proti Exonu Krezivju, ki se je odločil za zaključni udarec. Če bi letošnjo sezono uspeli odpreti zmago nad Mariborom ob zaklenjeni mreži v Ljudskem vrtu, lepše za Orle ne gre. Hotić. Še je čas tudi za mariborski preobrat. Evo, 2-1. Mulak Husejnović je vračal žogo v kazenski prostor. Tam pa je bil Jasmin Mešanović, ki si je zaslužil zadetek za svoj angažma v drugem polčasu, ko je dobil priložnost. Tudi tokrat je bil na pravem mestu, čakal je na priložnost in zdaj nas čaka nekaj peklenskih minut do konca tekme. Hotić je kakšna priložnost zdaj za Mešanovića. Pa dobro, to je bila malo v šali, vendar je bilo pa zares to, da smo rekli, da pridemo sem, da bomo igrali, da želimo igrati in da se pokažemo najboljši luči. Se pravi, igrali smo res čestitev bi vsem fantom, ker smo igrali organizirano, disciplinirano, čakali smo na svoje priložnosti in jih na koncu izkoristili.